Kostanjeviški občinski svetniki in svetnice so ob malenkostni podražitvi najemnin za 10 neprofitnih stanovanj, ki jih ima v lasti občina, na zadnji redni seji med drugim soglasno potrdili tudi zaključni račun lanskega proračuna. V občini z okrog 2500 prebivalci lansko poslovno leto označujejo za uspešno. Generalno smo zadovoljni z lanskim poslovnim letom. Nekako smo ga zaključili na nuli in v pozitivni, da nismo si nekaj za leto spustili preveč dodatnih stroškov. Realizacija v letu 2025 na prihodkih je znašala 3 milijone 700 tisoč, torej 97% glede na rebalans, in pa na odhodkovni strani 3 milijone 400 tisoč, nekaj manj, kot smo sicer planirali, in znaša 85%. Za naložbe so lani namenili slabo tretjino vseh odhodkov oziroma nekaj manj kot milijon evrov. Ključno je bil tercijalski most lansko leto, potem ko smo začeli že neka dela na samem dvorcu, pa projektiranje dvorca, obnova cest, vodovodov. Največ investicijskega denarja je lani terjal nov peš most, s katerim so v Kostanjevici zaključili finančno zahteven naložbeni cikel prenov premostitvenih objektov na Krki. Od leta 2022 do 2025 je občina torej obnovila vse 3 lesene mostove, investicija je znašala 624 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za naravne vire in prostor prispevalo 228 tisoč evrov. Medtem ko so dela na javnih poteh in občinskih cestah občino skupaj stala dobrih 130 tisočakov, finančnih obveznosti pri temeljiti prenovi lokalne ceste od šole do meje s krško občino, ki predstavlja eno najpomembnejših pridobitev na cestnem področju v zadnjem obdobju, lani niso imeli. Celotno obnovo je financiralo Ministrstvo za infrastrukturo, torej Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, in je znašala 1 212 tisoč evrov. Gradbena dela so znašala toliko. Občina se v minulem poslovnem letu ni dodatno zadolževala. Dolg občine ob koncu lanskega leta je znašal 825 tisoč evrov, temu znesku pa moramo prišteti še dolg iz naslova energetske sanacije šole. Do leta 2034 moramo Petrolu odplačati še 834 tisoč evrov kot strošek storitve. Za poplačilo dolgov v Kostanjevici sicer letno namenijo slabih 250 tisoč evrov.